Iskrena hvala vam za to srečanje, posebno organizatorji dr. Cenclu, v spomin na našega dragega Andreja Bajuka. Močno sem hvaležna Bogu za njegovo življenje, da smo ga imeli in za življenjsko pot, ki smo prehodili z njim. Dovolite mi nameniti nekaj besed prav njegovi nenavadni življenjski poti, ki ga je odnesla iz Slovenije v begunstvo zaradi nasilnega totalitarnega komunizma, ki ga po dobrih 50 let po svetu vrnila nazaj v rojstni kraj. Moja življenjska pot se je povezala z Andrejevo že od otroštva, saj najini družini sta imeli prav isto pot v begunstvo. Andrej je bil 18 mesecev star, ko so ga njegovi starši peljali v otroškem vozičku čez Ljubelj v begunska taborišča na Koroškem. Bil je najmanjši od 4 sinov. Starši so bili izredni vzgojitelji. Mati Cecilija Radej je bila učiteljica iz Dovškega na Senovem, oče Božidar Bajuk je bil pa profesor klasičnih jezikov na ljubljanski klasični gimnaziji. Z družino je bežal tudi njihov ded, vnuki so ga klicali deda. Deda je bil pa znani ravnatelj Marko Bajuk, ravnatelj ljubljanske klasične gimnazije, ki je takoj po prihodu v taborišče na Koroškem z velikim uspehom organiziral šolstvo za begunsko mladino skozi 3 leta. Po 3 letih v taboriščih so Bajukovi odpluli v Argentino in se naselili v Mendozi, provinci na zahodu Argentine, z nekaj 100 slovenskih družin. Takoj so posvetili svoje najboljše napore ustvarjanju slovenske skupnosti. Njihova prioriteta je bila vzgoja mladine v slovenski zavesti, v ljubezni do slovenskega jezika in slovenske kulture. Bajukovi so bili intelektualci, vzgojitelji, ki so prišli v ta novi svet s prepričanjem, da so morali zapustiti svojo domovino s posebnim poslanstvom, da krepijo krščansko vero in da ohranijo svojo slovensko identiteto ter jo skrbno predajo mladi generaciji. Od rane mladosti je Andrej in takratna mladina lahko čutila in črpala močno vzdušje krščanske solidarnosti in vzajemnosti, ki je postalo njen trden steber vrednot, vodilo za celo življenje. Od samega začetka je Andrej bil močno angažiran v središču vsega družbenega dogajanja v slovenski skupnosti. Sodeloval je v odboru, pel pri pevskem zboru, nastopal na kulturnih prireditvah, sodeloval pri športnih aktivnostih. Prav enako je Andrej bil resno angažiran v argentinskem okolju. Profesor Božidar Bajuk, Andrejev oče, je mladino bodril, da moramo biti dvoživke in se vključevati v novo okolje. Že kot dijak in nato kot študent je vedno si izboril aktivno vlogo tudi v študentovskih organizacijah. Zato je vsako leto kandidiral in bil izvoljen kot predstavnik svoje skupine v šolskem svetu in pozneje tudi v univerzitetnem svetu. Kot profesor na ekonomski fakulteti v Mendozi je predaval o ekonomiji v razvoju in se zelo zanimal za projekte na terenu. Uspel je tako povezovati teorijo s prakso, s podjetništvom, kar je ustvarjalo dobre rešitve konkretnih vprašanj na terenu. Bil je človek velike intuicije, posebnega čuta za razumevanje teženj ljudi in neutrudljive pripravljenosti pri delu in iskanju ustreznih rešitev. Prav tovrstni pristop, da je v 25 letih v Medameriški razvojni banki v Washingtonu in potem v Parizu postopno privedlo do večjih odgovornosti. Začel je kot analitik socialnih projektov in potoval na misije po državah Južne in Srednje Amerike.
Nato je delal na bolj operativni ravni in potoval kot svetovalec in pogajalec v države, ki so v tej regiji bile v ekonomski in politični krizi za reorganizacijo državnih finančnih prioritet. Nato je v zadnjem desetletju prevzel odgovornosti na vplivnih vodstvenih položajih, kot član sveta banke in zadnjih 7 let kot vodja predstavništva te inštitucije v Evropi, s sedežem v Parizu. Kjerkoli je bil in deloval, je vedno imel Slovenijo na svojem radarju, bi rekli, se zanimal in sledil vsem dogajanjem in še prav posebno v času okrog slovenske osamosvojitve. Vse, kar je do takrat počel in doživel v svojem življenju, ga je oblikovalo kot človeka in tudi kot politika. Zavedal se je zgodovinskega trenutka in se odzval vabilu domovine in prvakom pomladnih strank. Po geslu, če moreš, moraš, se je odločil doprinesti svojimi strokovnimi izkušnjami svoj delež k razvoju demokracije na Slovenskem. Večkrat je tudi javno izjavil, da je politika zanj visoko plemenito delo kot delo za skupno dobro. Zadovoljen in hvaležen je bil za priložnost političnega delovanja. V veliko čast si je štel, da se je lahko posvetil ključnimi projekti v Sloveniji, v zelo pomembnem obdobju naše zgodovine. Vseskozi ga je družina vedno podpirala. In najlepša hvala za povabilo in da sem imela to možnost, da sem povedala to plat življenja Andreja, predno se je pojavil v Sloveniji. Za druge boste pa. No, se ne vem, kje začeti. No, ampak začel bom s tem, da je prejšnji teden Božidar Bajuk, brat od Andreja, poslal meni in Svetovnemu kongresu pismo, da je prišel predlog iz Univerze v Buenos Airesu, da bi podelili eno častno priznanje Andreju in če bi mi to nominirali, poslali pismo, pa sem jaz Božidar je rekel, naj mi napiše par talking points in sem to dobil in bomo jutro to poslali. Tako da to priznanje bo Univerza v Buenos Airesu dala. Jaz sem pa že 10 let delal na Svetovni banki, pa nekako nisem prišel do Andreja, ampak pol, ko sem se vrnil v Sloveniji za 2 leti, ko sem bil glavni ekonomist Peterletove vlade, sva šla enkrat s Peterletom v Washington in se je zbralo v Sheraton, mislim, da je bilo 500 Slovencev iz Kanade, iz Argentine, iz cele Amerike in je bila velika proslava. Potem sva šla s Peterletom še v Bilo hišo na Centralno banko Amerike, ker so ta naša skupina, ki je z nami delala, rekla, da če ne dobijo mi zelene luči, od Amerikancev se ne upajo valute zamenjati in bojo šli kot svetovalci, ki so bili prna za sto. No, pol so pa midva bila tako uspešna, da smo videli predsednika Svetovne banke, generalnega direktora IMF, Scowcrofta, ki je bil desna roka od Busha, National Security Advisor in Centralna banka Amerike nam je dala zeleno luč in so rekli, vam damo še, čeprav niste še priznala država, 4 svetovalce za stojn. Mi jih dajemo tudi Švici, pa Švedski, pa po svetu. Pa so pa rekli, zdaj smo pa tako uspeli, da je treba en parti narediti. In kje bomo zdaj naredili v Washingtonu pa eni slovenski familiji parti, tisti, ki ima največjo hišo. Pa smo hkrati dan prišli in se izbrali tam več kot 100 ljudi. Tako so se midva z Andrejem spoznala. Ker so tukaj demos vrgli, sem jaz se vrnil, potem so se pa videla enkrat na teden ali več na kosilu,
jaz sem organiziral konference, je prihajal na te konference, potem je pa, on je bil šef kabineta predsednika Interameriške banke in ta predsednik je pa stanoval v istem kompleksu Watergate, kjer sem jaz stanoval, kjer imate bazene, kjer je Kennedy Center zdravo 5 minut. Tako da ste pa velikrat videla. No, potem se je on tukaj vrnil in odkar Andreja ni več, včasih je bilo na vseh volitvah 50-50, desna leva, ne, se spomnite, ki je Pucko, je bil en glas, ne, da so ga podkupili, ne, da je Drnovšek nazaj prišel. Ne. Odkar njega ni, je zdaj ima Unija absolutno oblast, to je 60% več, da še lahko ostalo spremlja. Mislim, on je bil odličen, on je bil officer and gentleman, odličen ekonomist, je se zastopil, mi praktično ne bi evro šli tako zgodaj, prva vzhodna evropska država brez njega. In je tudi, kadar je prihajal na letne skupščine na Svetovno banko Washingtona, sva se posvetovala, je rekel, še malo moram znižati proračun, ni se pustil zadolževan, je bil zelo pošten. In tako, ko so pol Estonija, pa vsi drugi prišli veliko kasneje, takrat se šlo za 0,2%. Recimo Estonija je prišla noter šele 4 leta kasneje, ker je za 0,1% so imeli previsoka inflacija. Za take malenkosti se je šlo. Potem je tudi s tem, ki je prevzel takrat za 7 mesecev vlado, mi smo imeli tak nered na pri pridobivanju soglasja za te evropske smernice pa zakonodajo, to je to Bavčar furo prej, ne, da je on iz dolžnosti, mi smo se dobili enkrat na večerjo v Škofji Loki, Bernik, pa Marija, Bernik, pa jaz, pa Andrej, pa Kati, pa smo rekli, tukaj ti nastavljajo past, ne jed, in nam je obljubil, da ne boš v vlado to. In pri tisti večeri, pa čez ten teden je pa šel v vlado, ne, ampak on je šel pa smo ga vprašali, ne, zakaj to naredil, in je rekel zato, ker mi ne bomo članica Evrope ratali, če ne postavimo enega zelo sposobnega, ki ga jaz kontroliral, zato da bo vsa zakonodaja prirejena. Pol je to ta Potočnik, ali kako se je pisal. To delo pa ga je Bajuk to nadziral, da ga šne. Tako da je on, kljub temu, da so ga napadali, pa vse ostalo, je rekel, to je bilo zelo koristno, ker zaradi tega smo mi to hitreje prišli v Evropo. Imel pa to smolo, da je zaupal preveč nekaterim ljudem, ki so ga podkopali tudi stranko in pa njega so dvakrat hoteli vršiti. Tisti, ki me je najbolj zaupal kot financ ministra, ampak je obdržal se je, tako zdaj da jaz primerjavo. Mramor je tudi dobil prvo najboljši finančni minister leta od bankirje, ena revija, ugledna v Bruslu, ne? Ampak je letos zato, ker je bil skorumpiran. Bajuk, Andrej je pa vstal zato, ker je bil pošten. Ne? Ker pol, in pa so bi ga vrgli, je bil že vse pripravljen. Ne? Zato, ker je toliko pošten in ni pustil korupcije, je vstal. Ne? Je pa tudi pri volitvah, jaz mislim, da je bilo tudi samo škodilo tisti, ki mi je preveč zaupal, na koncu zato stranka je za čist malo ni prišla v parlament in s tem se je velika škoda naredila v Sloveniji. Tako da jaz imam najlepše spomine, imela so dobra prijatelja, so se veliko posvetovala in je res škoda. In tukaj se zdaj vidi, kje smo, zdaj se tudi ta desnica ne more pobrati, ker se med sabo krega, da bi vsak skrbel za dobro Slovenijo, ne pa kako bo prvi petelom nagnojal. Tako da to je zelo žalostno. Ampak moji spomini so najlepši, lahko se še vrnem s kakšno mislijo kasneje, ampak Andrej je bil res. On se je vnašal in delal državniško, ker Jezus je rekel po dejanjih, da bomo sodeli, ne po govorenju, ne, ampak on se je vnašal in so ga tudi zelo levi, pa drugi poslanci spoštovali, da je bil gentleman, da je bil pošten in se je vnašal kot državnik, kot je treba. Hvala lepa.
Lep pozdrav, tudi sama se zahvaljujem organizatorjem, da sem pravzaprav dobila to čas, da sem za tem omizjem. In v vaši družbi zbrani smo tisti, ki smo izjemno ocenili dr. Andreja Bajuka in ki smo ga imeli vsak od nas gotovo na poseben način radi. Jasna beseda, zavzemanje za resnico, odkritosrčnost, modrost, pa tudi burna čustvena reakcija na neumnosti in nečednosti, predvsem pa čut za sočloveka in poštenje so lastnosti, s katerimi smo se srečevali ob delu ali druženju z dr. Andrejem Bajukom. To je del mojega zapisa, ki sem ga zapisala 22. avgusta 2011, torej slab teden po njegovi nenadni smrti, in to mi bo za ta večer kot eno deblo, okoli katerega bom ovijala razmišljanja danes po nekaj več kot 5 letih od njegove smrti 16. avgusta tistega leta. Tistega jutra me je zbudil, torej dobesedno zbudil telefonski klic našega župnika, gospoda Jožeta Kokalja. Že to je povzročilo to, da me je stisnilo v želodcu, saj je bil čas neobičajen, torej ob takih urah se po navadi nisva klicala. In je rekel, ravno sem od Bajukovih, Andrej je umrl. Seveda je tako kot ob podobnih primerih najprej na ustih tisti ne, pa sej to ne more biti res, pa se je bil še včeraj na praznični slovesnosti ob prazniku Marijinega nebovzetja na Brezjah. Soočenje, da nekdo, ki nam je blizu, prestopi prag tega sveta, sami vemo, je težko. Posebej še takrat, kadar se nam po človeški logiki zdi, da je to veliko prezgodaj, in posebej še za tiste ljudi, za katere smo prepričani, da bi lahko še veliko dali družini, družbi, pa tudi posameznikom. In Andrej Bajuk je bil eden od takih. Moja srečanja z njim so bila po tem, ko sem postala poslanka Državnega zbora, seveda precej pogosta, za razliko od prej, ko sem ga bolj poznala iz medijev, kot že omenjeno predsednika vlade, kasneje seveda predsednika stranke, ki je bila tudi moja izbira. Od jeseni 2004 pa sem ga začela spoznavati tudi bolj osebno, ne samo kot funkcionarja, predvsem kot človeka. In v tem času, od leta 2004 do 2011, sem dobila potrditev, da gre za nekoga, pri katerem izstopata predvsem domoljubna drža in skrb za skupno dobro. Kot je bilo rečeno, tu ni šlo samo za besede, tu je šlo za dejanja, za ravnanja. Nikoli pa ni manjkal njegov opomin, da je slovenska samostojnost in iz nje izvirajoča država velik dar. Ne le v javnih nastopih, ampak tudi na sejah poslanske skupine, na drugih internih sestankih nas je na to opominjal. In če za njegovimi besedami ponazorim, dejal je, da države ni mogoče imeti le kot servis, ki nam tu in tam pride prav, kadar ga potrebujemo, ampak kot vrednoto, ki jo moramo kar naprej gojiti. Dr. Andrej Bajuk ni pristal na krilatico, ki se je nekako ugnezdila na tem slovenskem področju, pa tudi širše, da se je treba znajti, ki je po slovarju, če tako lahko rečem, balkanskih manir pomenila, koga prinesti okoli, če ne posameznika, pa vsaj državo. Trdil je, da je državo potrebno spoštovati in od nje pričakovati le, kadar nam po zakonih gre,
ne pa iskati, kako bi jo izigrali. In še vedno smo iz tedna v teden priče klavrni usodi mnogih naših podjetij, ki so zaradi slabega vodenja in finančnih izčrpavanj v krizi, mnoga so neslavno propadla in ko je skupaj s sodelavci iskal tuje vlagatelje, je imela takratna opozicija, sami se spomnimo, polna usta kritike, kako prodajamo slovensko srebrnino. In bolj so bili postopki peljani v smer transparentnosti, bolj so v maniri tranzicijske levice kričali, namreč vedeli so, da takrat ne bo kuvert pod mizo in ne bo nakazil na račune, zasebne račune v davčnih oazah. In kot so mnogi njegovi politični sopotniki tekmovali z naštevanjem subjektov slovenskega nacionalnega interesa, ki so mnogi od teh danes že bankrotirali ali pa so na robu bankrota, se je dr. Andrej Bajuk, ki je svoj svetovljanski nazor oblikoval v svobodnih in demokratičnih družbah, le nasmehnil nad zavlodami nasprotnikov in takole rekel. Nacionalni interes je predvsem narodova identiteta, naš slovenski jezik in naša kultura. S tem bomo odgovorili na grožnje našega obstoja v globaliziranem svetu. Kar pa zadeva nacionalni interes na gospodarski ravni, je naša naloga, da uvedemo v Sloveniji takšna pravila igre, da bomo imeli vsi enake možnosti in da bo resnično vsak lahko uresničil svojo ustvarjalno moč in marljivost. Iz tega se mi zdi zelo dobro lahko razvijamo misel, da seveda enakost pravice ali pa človekovih pravic je nad vse, ampak tudi enakost v privilegiju ali pa odvzem privilegija za vse je pa tudi ključnega pomena za zdrav razvoj. Velik pritisk pa so izvajali nad njim, predvsem, če so želeli do deležev, naprimer, ki so bili še v lasti države, v posameznih podjetjih, priti tako imenovani posvečeni ljudje, ki jih še danes imamo kar nekaj. Tak pritisk se je izvajal tudi za prodajo deleža v enem od podjetij na območju, ki je spadal v moj volilni okraj, v katerem sem bila izvoljena kot poslanka. Prav pogosto o tem nisem govorila, ampak za to družbo lahko povem, da sem prepričana, da če takrat ne bi bilo skupnega posredovanja in pa predvsem zaupanja dr. Bajuka, da drži tisto, kar sem mu predstavila sama in pa tudi njegovega sodelovanja in skupnega s takratnim gospodarskim ministrom, bi bilo to podjetje danes bog ve kje, tako pa so vodilni zaposleni dobili priložnost in je to podjetje danes eno od vodilnih na področju merilne tehnike, govorim v svetovnem kontekstu, in zaposluje več kot 400 zaposlenih. To, kar sem ravnokar izpostavila, povedala, želim s tem nakazati na to, kar ste tudi vi že rekli, na njegovo zaupljivo držo do sočloveka. Jaz sem tudi sama ga zelo doživljala v tem smislu, da v drugemu nikoli ni iskal nasprotnika, ampak je do vsakega pravzaprav gojil en tak zelo zaupljiv odnos, kar seveda za slovenske razmere gotovo zaradi znane preteklosti ni običajno. Do ljudi je bil zaupljiv, za človeka s funkcijami, kakršne je imel sam, je gotovo pomembno, da ima krog ljudi, ki mu brezpogojno zaupa. Je pa bil v nezavidljivem položaju, ker seveda za kar nekaj desetletij je bil odtrgan iz, bi rekla, domačega okolja in gotovo je v kratkem času zelo težko oblikoval neko širšo mrežo ljudi, na katere bi se res lahko zanesel, s
katerim bi lahko preveril določeno informacijo, preveril tudi kakšno osebo, ne da bi to prišlo takoj, rekla, ven in zato izvedela vsa Slovenija. Ne. Kar se pa zaupanja tiče, pa ne izpostavim, sem svoj primer, neverjetno zaupanje je moral imeti, ko je sprejel predlog takrat poslanske skupine, da, ko so mi predlagali, da postanem predsednica parlamentarnega odbora za notranje zadeve, javno upravo in pravosodje, in gotovo še toliko bolj kasneje, ko me je tudi sam predlagal za ministrico. In ne samo med predsedovanjem Evropski zvezi, tudi na domačem terenu, naprimer s pogajanji sindikati, ki sem jih vodila, je bil ves čas v oporu. Ampak drži pa, bil je pa trd pogajalec, tako da v tem primeru sem imela dva nasprotnika, enega v svojemu finančnemu ministru, drugega pa s sindikati. Torej, če tako ponazorim, so bila nasprotnika midva, ampak nazadnje ni obveljala ne njegova, ne moja, kompromis je vedno pač nekje vmes. Ni pa poznal nobenega kompromisa pri svojem odnosu do domovine, pri temu ni šlo za nek, ne vem, idealiziran patriotizem, ampak na znanju in izkušnjah, gotovo pri Medameriški razvojni banki, na krščansko-socialnem nauku izdelano vizijo o slovenski državi in predvsem njeni ponovni integraciji v skupino evropskih narodov. 20 let je, ko je dr. Bajuk na Dragi predstavil svoj pogled na socialno-tržno gospodarstvo in poudarjal, da se socialnost določenega gospodarstva meri predvsem po možnostih, ki jih država utegne ustvariti svojim lastnim ljudem. Ekonomija pa mora biti v službi socialne blaginje. Seveda pa se je ob vsem tem zavedal, da ne bo enostaven prehod iz zatiranja, iz zablod in zapletov 50-letnega komunističnega enoumja. Ampak kljub temu, ne, še bolj verjetno pa prav zaradi tega pa je takoj po vstopu v slovensko politiko prevzel najodgovornejšo vlogo, torej stopil je na mesto predsednika vlade. In to nalogo je on vzel dobesedno. Kot smo že slišali danes, rezultat njegovih državniških prizadevanj je bila tudi pravočasna vključitev v proces evropske integracije in v zvezi s prevzemom evra. Ne tudi sama potrdim, da ko sem sama se srečevala s svojimi kolegi po Evropi, sem od marsikaterega kolega slišala pohvalo za dr. Bajuka v smislu, vi gotovo ne bi tako hitro dobili evra, če ne bi imeli njega in sodelavcev, z vsemi povezavami, ki jih je imel po Evropi in pa tudi v svetu. Dr. Andrej Bajuk je ves čas poudarjal slovensko kulturo in predvsem tudi intelektualno dediščino. Dediščino, ki so jo svojim delom pustili Šušteršič, Krek, Korošec, Erlich, Kremžar in drugi. Kaj ne? Pravzaprav so bile njihove ideje na nek način oživljene v programu in delu leta 2000 ustanovljene Nove Slovenije, krščanske ljudske stranke, katere prvi predsednik je postal prav on. In če vprašate mene, je bila zato potrebna še večja mera poguma kot tista zavrnitev v Slovenijo. Zagotoviti notranji preporod političnega življenja v duhu socialne pravičnosti, ki se opira na dediščino krščanskega socialnega gibanja na Slovenskem. On je rad poudaril na dediščino tiste zgodovinske slovenske ljudske stranke in njenega naslednika slovenskih krščanskih demokratov, pa dodajam jaz, bi morala biti in ostati glavna naloga
tudi današnje nove Slovenije. Namreč ta misel odraža temeljno potezo Bajukove vizije razvoja Slovenije, zato si je srčno prizadeval in na vse zadnje za to idejo je tudi dobesedno izgoreval. To najlažje ponazorim z dejstvom, da je imel na ministrstvu 2 tajnici, eno za do 3 popoldan, drugo pa dokler je bilo delo, ali do 10 ali pa še dlje. Ne? In tisti, ki smo z njim delali, vemo, da je luč v njegovi pisarni gorela pozno v noč, pa tudi to lahko izdama, ne? Da kot strasten kadilc je pa ob odprtem oknu pogadil tudi kakšno cigareto. Sicer sem nikoli ga videla. Ne? Se je pa... Ja. Sicer pa se mi zdi pomembna še ena njegova plat, da je res odlično znal razelektriti sestanke, družbo pred ali med sestanki, ali med sejami izvršilnih odborov ali sveta stranke Nove Slovenije. Za začetek kakšna njegova anekdota, šala, potem pa smo se zakopali v težka politična vprašanja. Mislim pa, da vpliv južnoameriškega temperamenta se je pa kazal tudi v včasih vzdignjenem Pavcu, ki je bil včasih tudi naperjen proti meni, ampak ko sva ustala izza skupne mize, sva vedela, da se pač o vseh stvarih vedno ne morava povsem strinjati oziroma da vedno pač ne morava biti soglasna. Kot je bilo že izpostavljeno, njegova vloga v mandatu 2004-2008, ko je bil minister za finance, je bila izjemna. Seveda pa je tragika predvsem v tem, da so bili zamolčani ali pa namerno spregledani tudi veliki in pomembni uspehi ministrstva za finance v tistem obdobju. Rada bi izpostavila še nekaj, kar je povedal, ko je bilo leta 2006 mu bila podeljena nagrada za dosežek leta, za Evropejca leta. Takrat je skromno rekel: nagrada je kompliment in priznanje celotni Sloveniji. Kar smo dosegli, je izjemno, to ni dosežek posameznika, to je dosežek vsakega in vsega naroda. To kaže, se mi zdi, tudi na to njegovo duhovno razsežnost in v duhovnem smislu je dr. Andreja Bajuka zaznamovalo in tudi docela prežemalo še eno hrepenenje, to je hrepenenje po nebeški domovini, ki ga je dosledno živel v duhu krščanske vere in načel. In kot kristjanu v politiki mu je bilo naloženo veliko večje breme od bremena drugih posameznikov. In čeprav v času komunističnega totalitarizma ni živel v Sloveniji, je delil trpljenje preganjancev. In kot je bilo rečeno, nekako se tudi meni zdi, da v nekem duhovnem smislu domovine nikoli ni niti zapustil. So bili pa tukaj tudi udarci, gotovo najbolj boleči udarci. Niso bili udarci tistih, ki so se nasproti drugorazrednim, zdaj pa govorim v narekovajih, kot pravijo krščanarjem, imeli in se še imajo za vodeči razred. Gotovo so bili veliko bolj boleči udarci tistih, ki jih je dr. Andrej Bajuk prenašal tiho in o katerih se je odločil molčati. Ni bil strahopetec in svojih nasprotnikov znotraj svoje stranke ni odstranjeval. So pa na koncu posredno ali pa neposredno oni njega, da so si potem vsaj v enem delu, če lahko tako rečem, na njegovem pionirskem delu precej udobno postlali. In ko smo ravno pri stranki, naj omenim še to, da so bila notranja pravila stranke
v času Bajukovega vodenja vzor demokratičnosti. Voljene so bile domala vse funkcije in organi, od, bi rekla, podpredsednikov, preko izvršilnega odbora, sveta stranke, če tako rečem, do zadnjega občinskega odbora. In danes tukaj pri tem nismo tako striktni. Zdaj pa sej vsi vi tudi hodite z odprtimi očmi okoli in spremljate zadeve. Nam iz tistega časa so včasih rekli, da smo Bajukova linija, pa pač zdaj nismo ravno v prvi vrsti. Ampak, kakorkoli, dragi vsi zbrani, ob koncu svojega razmišljanja skupaj s pokojnim Bajukom vzklikam, kakor je vzklikal manj kot 2 meseca pred smrtjo v svojem nagovoru ob 20-letnici samostojne Slovenije. Jaz imam zapisan datum, da je bilo to 26.6.2011. Navajam. Slovenija, vstan, proč od malodušja in cinizma, ki zastruplja našo vsakdanjost. Slovenija, vstan, proč od brezpravja, ki jemlje voljo do poštenega dela v družbo, kjer bosta enakost pred zakonom in pravičnost najvišji merili. Slovenija, vstan, proč od sebičnega individualizma, ki uničuje družbo, ki poraja medsebojni prezir in sovraštvo, v ozračje vzajemne družbe, kjer bo spoštovano in cenjeno vsako pošteno delo. Slovenija, vstan, proč z zaprtostjo, ki duši ustvarjalnost in postavlja na prestol povprečnost. In tudi meni bo dr. Andrej Bajuk postal in ostal v posebnem delu mojega srca. Hvala. Lep dober večer. Si pripravil majhen plonk cehelc. Ko sem razmišljal, kaj povedati o dr. Bajuku, so mi prišle na misel 3 ravni njegove osebnosti. Najprej se mi zdi, da je bil predvsem človek. Človek, ki je imel občutek za druge, ki je to tudi pokazal, ki si je znal vzeti čas tudi takrat, ko je bil predsednik vlade, recimo, da je prišel na moj rojstni dan, enega vaškega župana, če temu tako rečem, česar jaz takrat in tudi če danes pravzaprav ne razumem, odkje njemu pravzaprav ta odnos do navadnega človeka, do podeželja, česar takrat kot strankarski človek nisem bil navajen, da bi kdorkoli strani stranke pokazal neko res ceno delo na terenu. On je to takoj, ko je postal predsednik vlade leta 2000, jaz ga nisem poznal, povabil sem takrat celo vlado kot župan na moj rojstni dan, malo promocijsko, malo pa tudi zato, ker me je zanimalo, kakšni ljudje so to, in on je prišel. Pa seveda gospa Bajukova tudi. Zame je bil to šok, ker takega obnašanja pač nisem poznal. Se pravi, kot človek, potem je tudi, ko je bil potem predsednik stranke, ko se nama je rodil 4. otrok, sta prišla žena v porodnišnico na obisk, si je vzel čas. Veste, da je bil vodja poslanske skupine, pravzaprav je bil vodja enega odbora, predsednik stranke. Se pravi, to je bil nek popolnoma drugačen element in z tega vidika mislim, da je bil Andrej Bajuk neke vrste posebnost, ki bo še dolgo ostala posebnost v slovenskem političnem kontekstu, predvsem kot človek. Potem druga lastnost, ki mi je prišla na misel, je domoljub, kar je bilo že danes omenjeno.
pravzaprav njemu ni bilo treba početi tega, kar je počel. On je bil v penziji, recimo relativno dobro plačani penziji, lahko bi užival, pa je kljub temu svoj čas in tudi svoj denar, bil sem glavni tajnik 3 leta in vem, kolikokrat je na lastne stroške se je vozil po Sloveniji, plačal marsikatero kosilo, smo bili velikokrat pri njih doma na kosilu, to ni bilo nikoli na račun stranke. Se pravi, ogromno svojega je dal v to, da je lahko služil domovini, če rečem temu tako. Zato se mi zdi, da je pravzaprav njegov aktiven poseg v politiko pomenil izraz njegove osebne dolžnosti in ne samo dolžnosti, ampak ljubezni do domovine. Tudi to je redka lastnost pri Slovencih nasploh, da tisti najboljši del sebe dajo za domovino. Mislim, da ta navada ali pa ta odnos pravzaprav skoraj da izginja. No in seveda tretji vidik, ki mislim, da je bil najbolj viden, ampak mogoče zanj samo orodje, je bil pa politik. Mislim, da se je on dobro zavedal, da je prihajal v politiko brez zadostnih političnih izkušenj, ampak je kljub temu tvegal in pač naredil po svojih močeh vse, kar je bilo mogoče. Zanimivo se mi je zdelo to, on je imel popolnoma drugačen pristop. On je iskal okrog sebe poštene ljudi predvsem. Ni iskal ljudi iz politike, iz visoke politike, ki so imeli veliko izkušenj, tudi take je iskal, ampak dal je mesto tudi ljudem, ki so bili predvsem pošteni in ki jim je zaupal, da imajo pri delu politike poštene namene, ne predvsem svoj interes. Precej ljudi se nas je pravzaprav na novo znašlo v vodstvu stranke, ki je bila na novo ustanovljena. Kot sem rekel, jaz nisem imel nobenih izkušenj v visoki politiki, bil sem na lokalnem nivoju aktiven, poklical me je, jaz ga nisem poznal, nisem vedel, zakaj me je klical. Pristal sem na to, da sem sprejel mesto glavnega tajnika leta 2001. In moram reči, da je bilo z njim zanimivo delati predvsem zato, ker je vedno iskal kompromis. Takrat vemo, da je stranka nastala na neki način tudi nekoliko konfliktni situaciji po združitvi Slovenske ljudske stranke in krščanskih demokratov na novo nova stranka. Nekateri so bili zelo jezni, tudi naši nekdanji nekateri prijatelji, ki smo se osebno poznali, tudi nekateri so vstopili to stranko, pa vendar z vodenjem njegovim niso bili ravno zadovoljni. Vedno je poskušal te ljudi, za katere je vedel, da se z njim ne strinjajo popolnoma, vključevati, se z njimi pogovoriti in poiskati kompromis. Dejansko ni nikoli imel izključevalne politike. Verjel je v to politiko od spodaj navzgor, kar je bilo sicer, moram reči, nekako naivno, ampak je bilo pa zelo osvežujoče in še nekaj lahko rečem, držal je besedo. Ko je bil predsednik vlade, ko so se pač sestala z namenom, da se pogovoriva o tem, ali pride v izvršilni odbor ali ne, sem takrat pač prosil, če bi podprl kot predsednik vlade ustanovitev novega združenja občin, ker smo pač demokratizirati želeli tudi to področje Slovenije. Namreč to je ostalo kar po neki inerciji v rdečih rokah in ni bilo druge rešitve kot ustanoviti novo združenje. In če bi takratna vlada dala sklepom status, se pravi, kako se temu reče, reprezentativnega predstavništva naslednici nekdanje organizacije, potem seveda te možnosti ne bi bilo. On je ta sklep, mislim, da je 3-krat vrgel iz dnevnega reda vlade, na katero
Ta sklep so pač njegovi nekateri sodelavci po drugih kanalih lansirali in dejansko je uspelo potem spraviti tudi spremembo zakona v naslednjem mandatu skozi in uspeli smo na Ustavnem sodišču. Če gospoda Bajuka ne bi bilo, pač tega združenja ne bi bilo. Ne glede na to, kaj si sedaj mislimo z današnje perspektive o tem združenju. Dobro, to je samo nekaj zadev. Čeprav se z gospodom Bajukom nisva vedno strinjala, nikoli ni na noben način sankcioniral drugačnega mišljenja v stranki. Tudi, kot je že povedala Mojca, v poslanski skupini smo vedno povedali lahko odkrito svoje stališče do različne zakonodaje. Včasih se je zgodilo, da se kdo s čem ni strinjal in nikoli ni bilo enega samega pritiska, če je nekdo mislil, da lahko glasuje ali pa se vzdrži pri nekem glasovanju. Tega resnično nisem nikoli doživel. Po drugi strani se je pa znal, čeprav se mu je verjetno zdelo, sedaj ko nazaj gledam, nekoliko neumno, se pa je znal prilagoditi nekaterim PR-ovskim akcijam stranke, za katere smo mi takrat mislili, da so dobre. Spravili smo, ne vem, katerega leta je bilo na Triglav. Bogi ne veš, sedaj, ko na to pomislim, iz Pokljuke je prišel peš na Kredarico. Mi smo pač mislili, da je to enkratno promocijsko dejanje za stranko, on se je pač temu ponižno podredil in ta napor opravil. In še veliko krat je bilo tako. Tudi na terenu, moram reči, da si je vzel čas za teren, čeprav očitki so bili včasih popolnoma neupravičeni. Češ, da ne gre v okraj, kjer je bil izvoljen, da je premalo krat tam. Ja, on je šel vsako nedeljo, namesto da bi se odpočil, tu v Ljubljani je šel z ženo Katarino v eno ali drugo vas, ampak seveda tam je tako vse razpršeno, da če ga eni niso videli, potem so mislili, da ga nikoli ni. Ga je bilo treba kar zagovarjati, ja. Mogoče tudi osebno, kot sem rekel, ne vem, zakaj me je gospod Bajuk pravzaprav povabil v, bom rekel, visoko politiko, če temu tako rečem. Zavedam se in sem mu hvaležen za to, da brez njegovega povabila bi jaz s političnim delom obupal. Po letu 2002, ko sem izgubil volitve kot župan, sem rekel, jaz se tega več ne grem, to nima smisla. On me je potem prepričal, da sem bil še 2 leti glavni tajnik in potem pač izvoljen kot poslanec. Prepričan pa sem tudi, da brez dr. Bajuka ne bi bilo vlade, desne vlade od leta 2004-2008. Mislim, da je bila ustanovitev Nove Slovenije ključna, da smo takrat presegli kritično mejo glasov in da je vlada zdržala vsa 4 leta. Zato bi se gospodu Bajuku in na tem mestu tudi njegovi ženi in njegovi družini zahvalil za prispevek, ki so ga dali naši državi, pa tudi naši družini in meni osebno. Hvala lepa. Spoštovane dame in gospodje, še posebej tisti, ki ste bili najbližje pokojnemu gospodu Bajuku, draga gospa Katarina, Tatjana, Ivo. Veliko čast mi je bilo povabilo, da na tem spominskem srečanju tudi jaz o gospodu Andreju Bajuku povem nekaj besed, nekaj kratkih misli. Jaz nisem politik, kot moji spoštovani predgovorniki, niti nisem ekonomist, niti nisem bil njegov sorodnik, da bi lahko njegovo življenje osvetljeval z kateregakoli od teh perspektiv, z teh zornih kotov. Mislim pa, da je bil Andrej Bajuk mnogo več kot ekonomist in več kot politik. Slovenska družba mogoče tega ni dobro razumela, no vsezadnje je morda tudi zaradi tega danes tam, kjer pač je. S tem nočem odvzeti nič vrednosti strokovnemu, znanstvenemu delovanju in reči prav ničesar slabega v politiki.
Tako kot njegovi kolegi, današnji predgovorniki, politiki, je Andrej Bajuk razumel politiko kot plemenito služenje javni blagini in je vedno tako tudi deloval. Tudi v politiki je deloval predvsem kot človek z vsemi posledicami zase. Zato si upam o njem torej povedati par besed. Neka druga pomembna osebnost slovenske zgodovine, morda ključna osebnost osamosvojitve, dr. Jože Pučnik, je pred malo podobnim zborom, bilo je v okviru Združenja slovenskih katoliških intelektualcev, na pogovoru s pokojnim profesorjem dr. Stanetom Gabrovcem izrekel tole misel. Politik je vedno nekoliko diletant. Tega, kar počne, v celoti strokovno ne obvladuje. To je razumljivo. Tega ne more. Nihče ni strokovnjak za celoto, s katero se politik, državnik mora ukvarjati. Če se pojavijo ljudje, ki zase trdijo kaj takega, da so strokovnjaki za vse, pridejo z njimi hudi časi. Diletant, francosko amater, se prevaja v slovenščino kot ljubitelj. Torej, to ni tisti, ki bi se ukvarjal s politiko samo nespretno ali celo za zabavo, temveč iz ljubezni, ker ima to, čemur se posveča, rad, ali z drugimi besedami, ker ga to skrbi. Pučniku so očitali in mu še očitajo, da je bil naiven in da je delal napake. Seveda jih je, kdo pa jih ne dela. A vendar, če bi dali na tehtnico zgodovine njegove napake s tem, kar je naredil, kaj bi pretehtal? Predvsem pa je Pučnik vnašal politični prostor nekaj še veliko pomembnejšega, nekaj, kar je vredno več od vsega, saj dela iz politike kulturo v najvišjem pomenu. Vanj je vnašal resnično osebno etično prizadetost. Tudi danes se v politiki veliko govori o etiki, kot vsi vemo, a ne na tak način in predvsem se tako ne deluje. Etika je v resnici postala nevarno prazna in zavajajoča beseda. Vsak dan bolj občutim, kako manjkajo ljudje, katerih besede so imele težo in katerih drža je javnemu življenju vtiskala pečat kulturnosti in etične nepoljubnosti. Pokojni Andrej Bajuk je bil eden takšnih ljudi. Tudi on je, podobno kot prej omenjeni Pučnik, piskoval v družbeno življenje svojo lastno podobo. Svojo lastno človeško podobo, takšno, kakršna je bila. Zahtevna, predvsem do sebe, intelektualna, živahna in sproščena. Zaradi takšnih ljudi, kako zelo redkih, ima tudi politika okus po resničnosti in zaradi njih lažje razumemo njen smisel. Ne bom pozabil, s kakšnim navdušenjem je Rudi Šeligo, minister za kulturo v Bajukovi vladi, na nekem sestanku uredništva Nove revije opisoval, kot je rekel, fenomen Bajuka. On je vnesel nekaj novega v naš prostor, evropskost, svetovljanstvo in sproščenost, je svetlim glasom razlagal sicer pogosto pikri pisatelj. In ko na prvem ali drugem glasovanju Bajukova vlada ni dobila zaupnice, je spet na nekem sestanku Nove revije zapretil, da bo napisal javno pismo slovenski sodrgi in ji povedal, kar ji gre. Morda ni primerno, da sedaj ob takšni priložnosti omenjam to, morda pa bi se morali večkrat resnicoljubno in brez plašnic politične korektnosti in zahtev bontona kulturne neodgovornosti zazreti v čas, v katerem živimo. Ker je povedal o Andreju Bajuku uredniški kolega Rudi Šeligo, čutim tudi sam. Prav širina duha, s katero je zračil našo zatohlost in odgovorna sproščenost, sta neprecenljivi
kvaliteti njegove osebnosti. Kako zelo neprecenljivi zares čutimo šele sedaj. Že na enem prvih srečanj z njim v apartmaju hotela Slon, kjer je deloval v prav zares neverjetnih, tako rekoč ilegalnih razmerah, če pomislim na grožnje z ostrostrelci, ki naj bi prežali nanj z bližnjih streh, pa naj so imele realno osnovo ali so bile le besedni teror, že takrat nisem mogel zgrešiti te njegove odlike, sproščenosti, ki jo lahko daje le notranji mir, čista vest in pa resnična suverenost. Suveren je lahko le človek, ki se ponižno zaveda svoje človeškosti, svojih meja. Zato je zmeraj razumevajoč za drugega, a nikoli ne pokleka pred ljudmi in se ne boji namišljenih veličin in puhlih avtoritet, pa naj prihajajo odkodarkoli. Bil sem počaščen, da sva tudi sodelovala in naj poudarim, da je bilo to sodelovanje neverjetno spoštljivo, pozorno in pristno prijazno z njegove strani. Spet se moram, naključje ali ne, spomniti svojih izkušenj z Jožetom Pučnikom, ki je bil tako drugačen človek, a meni ga je bilo dano doživeti na zelo podoben način. Privesti Evropo v Slovenijo je pogosto pojavljal pokojni Andrej Bajuk. Kaj vem, kako bi danes razmišljal o tem, ko kaže Evropa toliko različnih obrazov, ki niso vsi lepi in nepošteni. Tradicija, v kateri je bil vzgojen, je bila tista, zaradi katere je Evropa postala velika, ne le politično in gospodarsko, ampak predvsem duhovno. Obraz te tradicije je pri nas bil, vsaj v mojih očeh, s svojimi besedami, osebnim slogom in predstavami Andrej Bajuk. Ta obraz se ne bo nikoli postaral, naj se tudi naš spomin nanj ne. Hvala ti za vse, dragi Andrej. Še spomin na pokojnega dr. Andreja Bajuka. Še kdo kaj dodal. Hvala lepa. Moje znanstvo z gospodom Bajukom se je pričelo takrat, ko je bil še v Parizu in se je odločil, da se vrne v Slovenijo, v Ljubljano. Najprej s telefonom, potem pa tudi pismo, se priporočil, če mu pomagam najti novi dom, hišo ali karkoli. No, to je čas trajalo in se je potem srečno končalo, kakor se je, še po drugih poteh. To samo bolj mimo glede. Rad bi pa poudaril nekaj drugega. Tisto, kar ste vsi predavatelji povedali, ne bi nič ponavljal, pač pa moj spomin je najbolj intenziven za tisti čas, ko se je Slovenija vključevala v evropske inštitucije. Takrat v tistem času je bil on tisti, ki nas je resnično predstavljal, ni bil sicer predsednik vlade, ampak v svetu in v Evropi je veljal kot prvi Slovenec in sicer zaradi tega, ker je bil sam na sebi svetovljan in vse tisto, kar ste že povedali, in tudi, ker je pripadal pravi stranki, ki je Evropi dala veliko dobrega in jo je po drugi vojni tudi na novo postavila. V tistem času smo bili
saj zame to velja, posebej ponosni na tega gospoda Andreja Bajuka, da je tako zanosno in tako na visoki kulturni ravni nas predstavljal v Evropi in speljal vse stvari, ki so bile takrat aktualne in važne, je tudi speljal. Torej, lep spomin in tudi sem zelo zadovoljen za ta večer tukaj. Hvala lepa. Bi pa še z vami delil eno mojo izkušnjo z gospodom Bajukom. Torej, bil sem tudi član izvršilnega odbora stranke, ampak ne iz tega konteksta, predvsem iz moje strokovne plati, ker sem pač ves delovni čas, ali pa, ko bi rekel, kar se tiče strokovnosti, pač posvečam energetiki. No in me je iz tega naslova enkrat povabil na en sestanek. No in na tem sestanku sva se pač midva pogovorila okoli stvari, kar se dogaja v slovenski energetiki. In ob koncu sestanka sem izkoristil priložnost, ker sem bil v enem, v enem takem dvomu, nisem vedel, kako ukrepati, pa sem vprašal gospoda Bajuka. Sem rekel, gospod Bajuk, dajte vi meni povedati, ali cilj upravičuje sredstva. In on ni, to bi rekel, tudi vdihnil, ampak je samo rekel, nikoli v nobenem primeru. Potem sem podobno vprašal tudi tega gospoda, eminentnega, ki pa me je seveda po slovenski navadi vprašal, zakaj pa gre. To je, mislim, da en tak dogodek, ki me bo rekel ves čas spremlja, ki samo izkazuje njegovo neposrednost in pa tudi, bo rekel, poštenost, razumevanje, v bistvu, kaj je prav in kaj ni prav. To je to, kar nam v resnici največ manjka. Hvala. Meni se zdi zelo potrebno vzeti za iztočnico tisto, kar je dragi prijatelj Brane Senegačnik tako lepo izpostavil, da politik v bistvu ni nikoli strokovnjak za vse in ne more biti. Ampak tisto, kar se mi zdi, da je zelo pomembno pri vsem tem, je, da politik čuti sedanjost na en posebno aktualen način. Čutijo vedno kot odprt prostor, ki seveda bo po naših dejanjih postal neka preteklost, ki bo videna kot, da ni imela nobene druge možnosti kot ta, ki se je uresničila, kakor ponavadi površno gledamo. In recimo v tistem času, ko je kandidiral in bil potem izvoljen za predsednika vlade, ko gledamo danes nazaj, se zdi pa sej smo itak bili na poti v Evropo in tisti vlak bi prej ali slej prišel v Evropo. Ampak takrat je bilo dejansko dokaj dramatično, ker so bile vse karte še nerazdeljene v visoki evropski politiki in v tistem času se je v bistvu razmišljalo o tem, ali narediti postopen pristop članic oziroma kandidat v članstvo glede na njihovo dejansko pripravljenost, ali jih v paketu sprejemati, ali pa razdeliti skupini na dve, tako kot smo bili takrat razdeljeni. In Slovenija je takrat začela v bistvu zaostajati in Andrej Bajuk je čutil, da je treba nekaj storiti in se zavzeti, da ni samoumevno, da se bodo stvari tako pozitivno končale. In v bistvu potem še 2 leta kasneje ni bilo čisto jasno, kako se bodo končale. Takrat se je potem začela pripravljati druga iraška vojna, ki je prinesla v bistvu to nesrečo za širitven proces, da so v tistem času potem želeli zelo na hitro zaključiti cel postopek in so v bistvu vsem novim
kasnejšim novim članicam pogledali zelo skozi prste, kar se tiče pripravljenosti njihovega pravosodnega sistema. To so meni potem odkrito priznali tedanji evropski pogajalci, ko smo se kasneje o tem pogovarjali. Jaz sem Andreja Bajuka spoznal predvsem skozi to, kako je videl življenje kot odprto, v katerem se je treba odločati, zlasti pa v kontekstu skupnega, družbenega, političnega življenja. Z njim sem začel sodelovati tam okoli leta 1994. To so bili časi, zdaj, ko nazaj gledamo, imamo verjetno nostalgijo po tistih tedanjih slabih časih, pa že tedaj niso bili dobri. Jaz se spomnim, veliko smo se pogovarjali o privatizaciji, če se spomnite, to je bilo obdobje velike koalicije, ki je imela enega od svojih neslavnih doprinosov razgradnjo tedanje službe družbenega knjigovodstva. Romana Logarjeva je vodila in to je bila institucija, ki je takrat edina imela res vpogled za vsak postopek privatizacijski, kako je bil voden in v kakšno lumparijo je pripeljal. Zaradi pač nadzora, kolikor so ga lahko imeli, in so ga imeli kar veliko v finančne tokove. In takrat, torej, Andrej Bajuk ni bil edini, ki se je zavedal teh stvari. Vendar je bilo ene par Slovencev, s katerimi sem imel takrat čast sodelovati. Jože Bernik je bil eden izmed njih, pokojni Jože Bernik in Boris Pleskovič, tretji izmed njih, poleg Andreja. In takrat smo objavili v tretjem dnevu en apel glede privatizacije, ker smo čutili, da se pripravlja naslednji velik zalogaj, to je bil bančni sistem. In ideja je bila zelo avtonomna, ki jo je Andrej Bajuk nenehno izpostavljal potem tudi mnogo let kasneje v svojih govorih, v bistvu razdeliti tedanje družbeno premoženje na pravičen način med slovenske državljane tako, da se jih opolnomoči, da so lažje državljani, ko dobijo nek delež in se naučijo z njim odgovorno ravnati. Predvsem pa se zadeva razprši do te mere, da se onemogoča razne insajderske lumparije. Jaz sem potem, ker sem bil edini takrat v tistem času, stalno v Sloveniji dobil nalogo iti do partnerskih strank, pa do tistih ministrov, ki so vodili te postopke. In tedaj na svoje veliko razočaranje sem lahko gotovo, kako ravno iz prijateljskih krogov je bilo še najmanj posluha za to, seveda. Z nasprotnih krogov tega nisem pričakoval, ampak iz prijateljskih ga pa praktično ni bilo. Zakaj je to pomembno? Po moje zaradi tega, ker če hočemo v politiki, v demokratični politiki, v tranzicijski politiki smiselno delovati, je nujen nek kritičen pristop do stvarnosti in neka zmožnost avtonomnega mišljenja, postaviti neko avtonomno vizijo, ki ne izhaja iz nekega diktata večinskega mnenja, ki vemo, odkot izvira. In v tem smislu je bil pa res eden zelo, zelo redkih v visoki slovenski politiki. Spomnim se recimo časa, ker je gospod Kokal povedal, koliko se je prizadeval na terenu. S Tatjano so takrat že bila v Bruslju, ampak v času volitev predsedniških, ko je bila skupna kandidatka Barbara Brezigar, koliko je hodil z njo po terenu. In takrat jim je morda zmanjkalo kakšnih 10 dni. Če bi bile volitve 10 dni kasneje, bi morda celo uspeli ujeti prednost, ki jo je imel Drnovšek. Ampak to je bilo povezano z ogromno garanja, z prisotnostjo na terenu. In
tisti tretji moment, ki se mi zdi tako zelo kritičen, ki tudi izpostavi to, kaj politika res je v tem praktičnem ravnanju, ko se človek mora vedno vprašati, kaj naj storim. In to je potem povezano tudi z moralnim in modrim ali pa neumnim ravnanjem, je bilo ob času njegove vlade, ko je Združena stranka v parlamentu izigrala zakon, ki bi edini omogočil v bistvu izvedbo odločitve Ustavnega sodišča glede referendumske odločitve volivcev o večinskem oziroma o 3 opcijah za volilni sistem. To ni bilo enostavno vprašanje tisti hip, kaj storiti. Tik pred tem v bistvu, par mesecev pred tem je prišlo končno do nekakšne združitve, ki je bila sicer bolj posiljena združitev. Ampak takrat se je on zelo jasno odločil, da gre tukaj za nekaj zelo, zelo načelnega, ker se je zavedal, kaj se je v bistvu zgodilo. S tem, da smo v bistvu v parlamentu izigrali rule of law, vladavino prava smo izigrali. Izigrali smo voljo državljanov, ki je bila nedvoumno ugotovljena in izkazana in ponovno ugotovljena na Ustavnem sodišču, ampak to so si poslanci dovolili enostavno izigrati. In kaj ne takrat človek naredi? Lahko ne naredi nič, ker ponavadi slovenski politiki z pomladne strani ponavadi, zlasti z tega vrednostnega pola, iz katerega izhajamo, niso naredili dovolj ali pa niso naredili nič. On pa je potegnil potezo, ki je bila seveda tvegana, ampak je dala neko možnost, ohranila je neko upanje, da se da drugače, da je drugače mogoče, da je drugače zelo potrebno, če hočemo priti do nečesa bolj smiselnega. In to je tista pristnost, kako bi rekel, diletantske odločitve z srcem in z neko presojo. Nemogoče je tako odločitev narediti na nekih strokovnih podlagah. Sej prihodnost je vedno odprta, ampak mogoče jo je narediti samo z v bistvu nekim globokim uvidom in tudi čutom dolžnosti in spoštovanja tega, kar je prav. Nekje so meje pragmatičnosti. In on je takrat, mislim, da to zelo jasno pokazal in mislim, da sem lahko vesel, da sem bil prisoten ob vseh teh razmišljanjih in ker mi je dalo nek uvid v to, kaj res je politika, ko si na frontni črti. To sem želel še dodati. Gospodu Bajuku moram reči, da se z njim srečeval na 2 področjih. Prvo mi je ostalo zelo lepem spomenu, drugo malo manj. Torej, prvo področje, s katerim sem se z njim srečeval, je bilo področje v času, ko je bil on minister, mi pa smo delali na Darsu. Potrebno je odkrito povedati, da če bo gospoda Bajuka takrat ne bi bilo na Ministrstvu za finance, še danes ne bi imeli avtoceste v Prekmurje, še danes ne bi imeli vrsto obvoznic in še danes ne bi bilo kar nekaj infrastrukturnih projektov, ki so samo po njegovi zaslugi bili v tistem času financirani. Moram povedati, da sicer ni imel najlepšega odnosa do inženirjev. Zelo je cenil pravnike in ekonomiste, inženirji smo bili za njega bolj, bi rekel, druga liga in nikoli ne bom pozabil, ko me je vprašal, k njemu smo se hodili zagovarjati, tako kot je povedala Mojca, tudi v sobotah ali pa v nedeljah popoldne na ministrstvo in eno od njegovih vprašanj je bilo, pa zakaj vi koplete tole luknjo skozi Šentvid, a ni vendar bolj enostavno, da cel hrib odmaknete in potem trasa brez tunela. To je bilo njegovo tako, bi rekel, ekonomsko razmišljanje.
Drugi del, ki pa je bil malo manj prijeten, pa je obdobje, ko so se srečevala potem, ko je po izpadu iz parlamenta odstopil z mesta predsednika Nove Slovenije. Z Andrejem so se dobivala enkrat na mesec ali pa enkrat na 2 meseca tamle v Livadi, v ne prav, bi rekel, fancy restauraciji. Želel je, da se dobiva bolj na takem kraju, kjer je lahko v miru pokadil. Vsakič je povedal, da Kati za to ne ve, da on tukaj prižge cigareto. In takrat sva razpravljala bolj o teh, bi rekel, njegovih postpredsedniških aktivnostih. O tem, kako je doživel to, kako je prišel v Slovenijo, o tem, kaj je v bistvu v tem času naredil. In moram reči, da mi je v spominu ostala tista njegova, bi rekel, dovolj trpka misel, ki mi jo je povedal. Namreč nekoč sem ga vprašal, če je razočaran. In je rekel, da ne. Rekel je, nikoli nisem bil razočaran. Vedno sem, bi rekel, to, kar sem naredil v Sloveniji, nekako cenil tudi z tega vidika, da je prav, to, kot je povedal tudi sam, če moreš, moram. Rekel pa je, razočaran pa sem na tem, da sem verjel, da sem s tistimi ljudmi, s katerimi sem delal v politiki, da sem z njimi vzpostavil tudi kontakt na človeški ravni. Ampak zdaj, je rekel, potem, ko nisem več predsednik stranke, ko nisem več minister, ko nisem več predsednik vlade, moram povedati, da sem se zmotil. Moram povedati, da sem mislil, da sem z nekaterimi, s katerimi smo se bili zelo blizu, danes zelo daleč in me ne pokličejo več. Tukaj pa je bil razočaran. Sicer pa moram tudi sam reči, da spominov na Andreja je toliko, da smo po moje vsi danes tukaj utrli samo delček tega in seveda samo delček tega lepega, kar smo z njim doživeli. Dober večer, dragi prijatelji, dr. Andreja Bajuka, spoštovana gospa Katarina, dragi člani Bajukove družine. Dovolite, da se ta pogovor, vbujanje spominov na našega predsednika, tudi sam vključim. Zdi se mi, da ne govorimo o njem, da kramljamo z njim. Toliko zadev ste tukaj nanizali, spoštovani, da so spomini, hvala Bogu, tako sveži in verjamem, da bodo takšni tudi ostali, dokler bomo mi njegovi sopotniki, če smo sploh tega vredni, tega izraza, da bomo to ohranili do konca svojih dni. Ja, tukaj pred vami stoji politik, torej diletant. Jaz se absolutno strinjam z to tezo, to je res, ne? Fajn bi pa bilo, da bi to seveda se nekako vsi politiki tega zavedali. Zelo živ je spomin na srečanje s spoštovanim predsednikom. Imel se neko straho spoštovanje do njega. Srečali pa smo se na Ptujski gori. To ne je bilo maja, ko smo se zahvaljevali, da smo zmagali na evropskih volitvah. Maja 2004. Nekaj takšnega. In jaz sem bil nekako takrat že evidentiran za kandidata za državno-zborske volitve leta 2004 v lendavskem volilnem okraju. Sami veste, kdo, in danes že bil omenjen, kdo prihaja oziroma je prihajal tudi iz lendavskega volilnega okraja. Tisti, ki je pravzaprav slovensko politiko s svojim glasom zasukal, da teče danes oziroma že kar dolga leta drugače, kot smo si krščanski demokrati zamislili. In takrat, ko se je ta izdaja zgodila, ker sem tudi sam od začetka krščanski demokrat bil in torej se včlanil v SKD, takrat se mi je nekako ta politika zagabila, oprostite temu izrazu. Sem pa spremljal, koliko sem pač lahko, delovanje vlade dr. Andreja Bajuka. Živo se spomnim, kar nismo bili vajeni, njegove zaprisege, ob njem stoji žena.
To je ključno. Če te družina ne podpira, te ni, ti ne uspe nič. In to je ključno. Kakšnih časih, kakšni trenutki, te vse veste sami. Te vsi zapustijo. Vsi. Tudi dr. Andreja Bajuka. Tudi mene, ampak jaz tukaj nisem pomemben. Ostane pa družina. Zato je družina tako zelo, zelo pomembna. In na Ptujski gori sem se šel predstaviti, gospod predsednik, jaz sem ta pa ta, sem evidentiran za kandidata, pa me je vprašal, kaj pa delate? Sem rekel, jaz sem pa v Muri, niti nisem uspel do kraja povedati, je rekel, a šivate? Ne, sem direktor informatike. Kaj ste pa po poklicu? Sem fizik. Kaj pa fizik dela v Muri? To potrjuje, da nekako do inženirjev morda imel nekako drugačen odnos, ampak ne bi rekel, da je to bila neka zakonitost. Torej, to prvo srečanje z njim, par izmenjenih misli, mi je dalo toliko energije, da sem rekel, glede na to, da so me prijatelji nagovarjali in da me je potem družina podprla, sem rekel, v redu, pa grem kandidirati. To je seveda bil nek novi način življenja, neko novo življenje, sodelovanje z dr. Andrejem Bajukom. Kot zelenemu po 2 letih mi je zaupal vodenje poslanske skupine, ko je kolega Sok bil izvoljen za župana v Ormožu. Bil sem tudi predsednik sveta, veliko sem se pogovarjala ob glasni televiziji v njegovi pisarni, se veste, zakaj je morala televizija biti zelo na glas narejena. Se slišala veliko krat v polnoči in ja, res je, najbolj me boli, da danes nekateri res diletanti, predvsem seveda z leve politične hemisfere, grdo o njem govorijo. In ga je treba braniti. Mene se to čustveno dotakne, ker tudi v Državnem zboru sem že parkrat rekel in tudi tukaj povem, da je dr. Andrej Bajuk moj politični oče. Vse me je učil, vse te abecede politične. In danes, na žalost, ne vem, koliko ljudi sploh ve o tem, kar je gospod Igor Senčar govoril. V tisti polletni vladavini dr. Andreja Bajuka se je Slovenija iz balkanske smeri obrnila v Evropo. In prav njemu je uspelo to, se spomnite, ko je dvignil prve evre v začetku leta 2007, ne vem natančno citirati njegovih besed, njegovih misli, ampak nekako v tem smislu je povedal, Slovenija je se končno po dolgi poti vrnila domov. Nekako v tem smislu je bilo. Priti domov je pa seveda nekaj posebnega. In to je bila njegova velika, velika sreča. Potem sem se srečevala po tistem nesrečnem izpadu Nove Slovenije iz parlamenta. Nikoli nisem dognal, zakaj smo izpadli. Seveda sem ga prosil, če bi lahko pomagal pri službi. Kdo bo pa imel nekega politika, bivšega, ki je star 55 let? Kdo ga bo pa vzel v službo? Velikokrat se je dobivala, veliko mi je pomagal in tudi sam potožil, da so ga praktično v vladi tisti najožji sodelavci skoraj si pozabili, da ga nišče ne pokliče. Nekako so se tolažila eden drugega, bi rekel. Dokler mi tudi sam enkrat ni nekako z svojim razmišljanjem povedal, da pravzaprav moram jaz sam si službo najti. In sem bil prvič srečen, drugič pa jezen sam na sebe, da se tega prej nisem spomnil, da seveda v politika, da kot politika v tej državi seveda nišče ne bo zaposlil. In to mi je potem uspelo, da nekako mi je kliknilo, da moram sam, ustanovil sem podjetje in mi je zelo dobro šlo.
Na Martinovo 2011 sem ustanovil podjetje, prej sem delal po podjemni pogodbi, sem počutil obveznost do njegove stranke, moralno obveznost, da kljub vsemu spet svojo kariero malo postavim na stran, svojo eksistenco, tako rekoč, in da grem kandidirati. In nam je uspelo se vrniti v parlament. Večkrat pravim, imeli smo priprošnika v nebesih. In naj dr. Andrej Bajuk počiva v Božjem objemu. Hvala. Še enkrat hvala lepa vsem, res ste lepo povedali, dr. Bajuk ni govoril praznih besed in tudi vi niste, ste res nam povedali marsikaj res zanimivega o njemu. Hvala lepa vsem.